Lepo pozdravljeni, zdaj je že čas, da trening malo umirite. Tik pred vrhuncem tekaške sezone je namreč organizem potrebno tudi malo spočiti. Še preden pa se preselimo v športni park Kodeljevo, pogled nazaj. V začetku oktobra smo bili v Novem mestu, kjer je bil na sporedu 7. polmaraton. Maratoni, potekajo ponovadi po asfaltnih površinah, mi pa imamo recimo progo speljano lepo ob Krki. Naša proga je v bistvu hitra, ampak ni popolnoma ravna, Lenska je gričevnata in v bistvu zelo težko narediti res ravno proga, ampak jaz mislim, da tekači tudi ne marajo čisto ravne proge, da si želijo majčkeno razgibane proge, ker to je bolj pestro in bolj zanimivo in tudi sam raj tečem po bolj razgibanih progah. Slišali smo glavnega organizatorja in najboljšega slovenskega maratonca Primoža Kobeta, ki bo tekel tudi v Ljubljani. Letos je bilo v Novem mestu skupno kar 1200 udeležencev iz 15 držav, glas o prireditvi se tako že lepo širi izven dolenjskih meja. Če sem čisti iskren, me je enkrat župan tako pobaral, se čez 2 let bo pa v Novem mestu polmaraton oziroma maraton. Pa sem rekel v obljubu takrat da bo. Potem je pa hmal naslednjo leto podsukal, kdaj bo zdaj? In tako se je začelo, mislim, da je bilo 2016. Sem rekel, naslednjo leto še ne, ampak pol pa res obljubim. In tako smo začeli 2018, ko smo v Novem mestu obeleževali 100-letnico Leona Štukla in zdaj je že 7. leto novomeški polmaraton. Prvi ljubljanski maraton je bil organiziran leta 1996, ideja pa je seveda še starejša. Andrej Razdrih je o tem razmišljal, ko je tekel v New Yorku, enakovrednega partnerja pa našel v Gojku Zalokarju, ki je bil kasneje na čelu prireditve kar 4 stoletja. Smo nekako postavili sistem, da bomo le spravili ta tek na drugačne nivoje in pa seveda od začetka do konca. Ne samo za eno prireditvijo, ampak smo šli predvsem to, da bi popularizirali tek kot zdrav način življenja in smo se lotili v bistvu nekega sistema, tako da smo začeli s prvimi tekmami v maju, s pohodom ob žici, jih peljali z manjšimi teki skozi poletno sezono in zaključili sezono za ljubljanski maraton. Tako je v bistvu ta termin okrog zadnjega tedna oktobra postal kar stalnica in mislim, da je odličen termin tudi iz vremenskih vidikov, ne vročine, malo prireditev v tem terminu in mislim, da je odličen termin. Tukaj so ravno pri sliki, ko ste nekako v ciljno startnem prostoru, sneži in to je menda vaš najljubši spomin. Leta 2012 je bilo to. Ja, to je res. Jaz izhajam iz zimskih športov, zato mi je sneg res ena veselica, če lahko temu rečem. To je pa tudi praktično edini maraton, ki je bil v sneženih pogojih. Noben ni verjel, da se bo to zgodil. Kolegica Barbara je en mesec prej rekla, sneg bomo imeli za ljubljanski maraton, ker smo se vsi smejali, kakšen sneg v oktobru, ampak uresničili se je in imeli smo kar veliko snega, ne samo par snežink, ampak je bilo kar od 5 do 8 cm brozge, tako da je bila pravo zimsko vzdušje. Leta 2012 sicer ni bilo najhladneje v Ljubljani, 2-krat je bila temperatura pod lediščem. Najtopleje je bilo v letih 2005 in 2018, ko je bila že zjutraj temperatura 14 stopinj Celzija. Prav vsak tek ima nekaj posebnosti in dragocenosti, organizatorji pa se vsako leto trudijo maraton še izboljšati. Direktorica maratona Barbara Železnik. Mi smo lani naredili anketo po maratonu, ki jo je izpolnilo, mislim, da preko 2000 tekačev, ker nas je zanimalo, kaj jih privlači, kaj jim ni všeč, plusi in minusi. Lani smo imeli kakšen minus in smo se odločili stvari na podlagi ankete tudi izboljšati. Velika želja je boljši prehod čez Slovensko, ki je dejansko lani šepal. S tem razlogom je tudi spremenjena ura štarta na 10 km, je štart ob 8 uri, kar pomeni, da bodo vsi tekači že praktično v cilju na 10 km, ko bodo začeli prihajati prvi polmaratonci in pa maratonci.
Povečali bomo število toaletnih prostorov oziroma teh prenosnih WC kabin, bolj opremili te prostore. Dobili smo tudi sponzorja, ki se pohvali, da širi glas ženskam naklonjena prireditev, bo dodal tudi higienske pripomočke za ženske, prav posebej v slačilnice. Glede na to, da je bilo lani toplo in je bila kar zadrega z vodo, bomo v bistvu na obeh lokacijah, na Trgu Republike in na Kongresnem trgu, postavili 2 dodatna pitnika oziroma umivalnika, tako da vode zagotovo, če bo toplo ali pa hladno, ne bo zmanjkalo. Na vseh lanskih lokacijah, pa še na kakšni dodatni, bodo četrtne skupnosti organizirale navijaške točke. Število pihalnih god mislim, da bo ostalo enako kot lani, oziroma se trudimo, da predvsem v maratonskem končnem delu, kjer je vzpodbuda res potrebna, zagotovimo še dodatno vzpodbudo tako Ljubljančanov kot tudi najetih glasbenih skupin, da vzpodbujajo maratonce. Za spodbudo pred startom pa zdaj še tek z Urbanom Praprotnikom. Tudi to jesen je svoje varovance na treningih pripravljal na tekaške prireditve. Danes nas je pa Val 202 obiskal. Dobrodošli, poslušalci. Predlagam, da se tudi vi razgibate. Fino, dvignemo roke gor, raztegnemo prednje stegenske mišice, pokončni smo. Lepo noga ob nogi, kolena zraven, tako. Živjo, živjo. Evo, ste nas ujele. Bravo, hoja. Rake dvignemo gor in kar hodimo. Hoja in tek za lahkotneže in zahtevnejši trening za težavneže, vse pa v naslednjih dneh čaka. Dolgi teki so že za nami, pred nami je v bistvu počitek, seveda dejaven počitek, ne pasivno, da čakamo v fotelu, da bo prišla nedelja, ampak da smo redno v gibanju z lahkotnejšimi treningi. Za tiste, ki bojo šli prvič, a je ura sploh obvezen rekvizit? Ura, ki nam kaže tempo, je zelo priročen pripomoček, kaj ti pomaga nam, da tečemo v primernem tempu. In to tudi morda priporočam, da je že dobro, da vemo, v kakšni hitrosti želimo in smo zmožni, seveda zmožni in želimo opraviti določeno razdaljo, 10, 21 ali 42 km. Kajti če to vemo, potem začnemo teči, v nedeljo stečemo in ta vznemirjanje, ki je glasba, navijači, sotekači z ramo v obrami, nas tako povzdigne, da brez tega pripomočka ure, ki nam kaže tempo, smo lahko kar malo izgubljeni, tečemo običajno prehitro in potem po 2, 3, 4 kilometrih ugotovimo, da smo pa prehitro tekli. Zato jaz uporabljam uro, ki mi kaže tempo in na ta način nekako nadzorujem primerno hitrost in tudi sem tempo tekač zajček na maratonu. Želeli bomo preteči maraton v 3 urah in 15 minut, tako da vse tiste, ki si želijo takšen tempo, vabljeni, da grejo z menoj in je luškana stvar, dajmo skupaj teči. Letos so starti nekoliko spremenjeni, začetek rekreativnega teka bo že ob 8 zjutraj. Kdaj torej nastaviti budilko? Torej, če je ob 8 štart, dajmo že ob 5 zjutraj nekako začeti zajtrk, mogoče še pol ure jemo, kakšne kosmiče, to, kar smo navajeni. Jaz ponavadi jem kosmiče, malo dodatno posladkane, morda z medom in tako, da se dodatno napolnim z sladkorjem, z glikogenom v naših mišicah, jetrih in krvi. Dobro je, da jemo večerjo prej, da nismo podhranjeni, pridemo na štart, to je zelo, zelo pomembno. Na 10 km pomembno, na 21 še bolj, na 42 pa izjemno pomembno. In pri teku na 21 in 42 je zelo dobro tudi vmes sladke napitke piti in morda gele, ki so v bistvu sladkor. Na ta način ohranjamo ustrezno energijo v našem telesu in lahko z večjo lahkoto ohranjamo tudi hitrost teka. Običajno je na skupnih treningih veliko smeha in zabave, enako je bilo tudi ob našem obisku. Lepo, super. Dajmo se prijeti hitro za rake. 1, 2, 3. Tako. Evo, pa se zmasiramo. A sem premačen? Je v redu. Okay. Evo, zdaj bomo pa še sproščeni v ramena. Super, pa se obrnemo. Bravo. Čestitke za danes. Bravo. In se vidimo v sredo. Tako. Ko vam bo težko jeti doma, pomislite, da vam bo lepo priti domov.
Tako, hvala Urban in dober tek v nedeljo, če boste na startu, pa boste morda tekli ob olimpijskem prvaku iz Sočija. Norvežan Ola Vigen Hattestad je v Sloveniji glavni trener članskih ekip v smučarskem teku. Well, I will do the half marathon, not the full marathon. The full marathon I don't have time. Tekel bom na polmaratonu, saj nisem imel časa za pripravo na 42-kilometrsko razdaljo. Rad tečem in poleti sem si vzel veliko časa za tek. V pol ure, 1 uri lahko že veliko pretečeš. Prejšnji teden sem sicer zbolel in sem nekaj forme izgubil, a imam še nekaj dni, da se dokončno pripravim na maraton. Zelo se ga veselim. Slišal sem, da se ga udeleži veliko tekačev in navijačev, ter da je vzdušje vsako leto izjemno. Tudi letos je prijavljenih že več kot 15,000 tekmovalcev in prepričan sem, da bo zelo zabavno. Srečno vsem, ki boste na startu tokratnega maratona, v prihodnji oddaji pa več o povezanosti teka in turizma. V Ljubljani bomo iskali tujce, hkrati bomo spraševali, kaj slovenski rekreativni tekači iščejo v tujini. Lepo se imejte! Dober tek in srečno!